Dobrodošli še enkrat. Mi za začetek lahko poveste nekaj o sebi. Ja, prav lep dober dan v tem sončnem Novem mestu. O sebi, če zapovem začetek svoje kariere, začela sem v gospodarstvu približno nekaj čez 6 let in potem nekako skozi v javni upravi, lokalna samouprava, državna uprava, no in zdaj proti koncu pa pač delam v javnem zavodu v Ljubljani, tako da to je nekako moja ta karierna pot, ki nekako jo počasi zaključujem. Pred 2 leti, ko je bila toča v Črnomlju, ste bili županja. Mi lahko poveste, kakšna je bila takrat vaša vloga pri vodenju tega ogromnega, rečemo, prostovoljskega projekta po reševanja po toči? Ja, funkcija županje je vsestranska in ena izmed teh je tudi v primeru elementarnih in drugih nesreč, da županja pač je nekako, poveljnik tega vsega, kar se dogaja oziroma skupaj seveda z štabom civilne zaščite in z vsemi prostovoljnimi in dobrodelnimi organizacijami, da se zadeve peljejo s ciljem in z željo, da ljudje, ki so bili oškodovani, ki so trpeli tako ali drugačno škodo, da se jim pomaga. No in tukaj v vlogi županje in pa seveda sodelovanju, brez tega ne bi šlo, štaba civilne zaščite in številnih gasilcev, seveda prvo belokranjskih, najprej črnomaljskih oziroma društev, ki so znotraj Gasilske zveze Črnomelj in potem širna Slovenija in tudi del Hrvaške. Če tega ne bi bilo, sam župan ne more tukaj narediti veliko, je pa lahko kot oseba tisti, ki povezuje, ki tudi nekako skupaj z strokovnjaki usmerja in s tem tudi doseže določene rezultate. Naj povem, da situacija je bila izredno težka, bil je zelo hud dež, nalivi so bili, ampak gasilci so neustrašni ljudje, gasilci in gasilke, moram povedati oboji, so neustrašni ljudje, pomagali so ljudem na vseh področjih, na celotnem območju, ko je bilo poškodovanih številne hiše, hlevi, dejansko vse in sadovnjaki, ljudje so ostali čez noč, nekateri brez vsega, brez strehe na glavo in tukaj seveda moja glavna naloga je bila kot koordinator na celotnem, seveda skupaj s poveljnikom Gasilske zveze in pa poveljnikom štaba civilne zaščite. Mi lahko poveste kaj o profilih prostovoljcev, ki so sodelovali v reševalni oziroma prostovoljski akciji? Jaz moram povedati, da težko bi nekaj izpostavila, ampak to so bili profili, vsi, bom rekla, od brezposelnih do zaposlenih, od prostovoljcev poleg zaposlitve v dobrodelnih in pa teh humanitarnih organizacijah. Dejansko mislim, da ne bi smela nobenega posebej izpostaviti, niti nobenemu reči, da katerega profila ni bilo, s tem, da poudarjam, da prostovoljci, gasilci, člani Rdečega križa, Karitasa, to je bilo pa tisto, kar je bilo gro. Morda veste, če se je zaradi sodelovanja v akciji kateremu od udeležencev spremenilo življenje oziroma njegova miselnost? Poglejte, tu bi konkretnega podatka oziroma osebe, ki bi za to vedela, ne morem potrditi, lahko pa sem pa prepričana, da večini nam, kateri smo bili tukaj udeleženi tako ali drugače, bodisi da smo bili oškodovani, bodisi da smo pomagali v tej situaciji, se je pogled spremenil, kaj pomeni, ko si v težavah, kaj pomeni sloga oziroma pomoč, ker tudi rečemo, v slogi je moč in to se je tudi pokazalo ob neurju leta 2018. S kakšnimi težavami pa so se prostovoljci v akciji spoprijemali? Poglejte, bilo je srečanj takih in drugačnih, od tega, da so prišla tudi od strani nekaterih ljudi oziroma oškodovanih, tudi izsiljevanja. Potrebno je biti včasih tudi trdosrčen, kar ni najlažje, ko vidiš, da ljudje pomagajo, ampak seveda vsak človek vidi sebe, on je ta prvi in potem določiti tisto prioriteto, vendar v sodelovanju, zopet poudarjam, poveljnika Gasilske zveze, poveljnike štaba civilne zaščite, same občine, mene kot županje, smo to tudi nekako uspeli.
Res pa je, ne, da ta situacija je bila stresna in verjamem, kot sem že prej rekla, da skupno močjo, z enotno usmeritvijo nam je tudi to uspelo. Če se je kakšen od prostovoljcev soočil s težavami, kako mu je vaša projektna skupina pomagala? Poglejte, prostovoljci so imeli težave že s tem, ko tudi nekateri izmed njih, govorim zdaj o gasilcih, o članih štaba civilne zaščite, je tudi ta toča naredila kar veliko škoda. Razkrila, bom rekla, streho, uničila fasade, da ne govorimo o avtomobilih. In tu je bila žena tista, komu zdaj, ne? Ali grem pomagati tam, ko je velika škoda, ali sebe rešujem. Moram reči, da večina od teh je pomagala ostalim, tudi kar se tiče mene, ker tudi meni osebno je, takrat sem bila pač na tistem območju, sem doma, ko je toča naredila ogromno škode. Počakali smo med zadnjimi, da smo imeli seveda to postorjeno najnujnejše, potem tisto redno vzdrževanje in smo tudi vsem nekako pomagali na koncu s tem, da smo svetovali, na koga se naj obrnejo in tudi naj vendar tudi posvetijo se svoji družini, predvsem tam, ker so bili majhni otroci, ker to je tisto, pustiti ženo z 2-3 majhnimi otroci ni tako enostavno, vendar s tisto srčnostjo še vedno so dajali prednost drugim, ampak na koncu smo tudi to, bom rekla, pustili. Tako da so zadeve, same težave, pa tudi, da bi se ekstra obračali name, se niso, ampak ko je prišlo do pogovora, smo pa skušali najti neko skupno rešitev. Menite, da je bila ta izkušnja za prostovoljce drugačna od izkušenj, ki jih lahko prostovoljci pridobijo med svojim delom na izobraževalnem, poklicnem oziroma socialnem področju? Sigurno, ja. Zato, ker mislim, da večina teh prostovoljcev, kot tudi jaz, kaj takega še nismo doživeli. In to je ena izmed izkušenj in tudi, da naprej naj se ne zgodi več nikoli kakšna taka toča ali karkoli drugega, da ne govorimo o požaru ali kakih poplavah. Ja, pogled je drugačen in tudi pomembno spoznanje, mislim, nas vseh je, da je potrebno poslušati tistega, ki organizira, ker le tako lahko rešimo, bom rekla, marsikatero življenje in tudi marsikatero premoženje, ker le tako je tudi možno, da se ni zgodilo, tako kot ne v našem primeru, na srečo, nobene smrtne žrtve, nekaj majhnih praskic je bilo, ampak to ni omembe vredno. Mi lahko zaupate, česa vas je ta izkušnja naučila, vas je spremenila, svet vidite morda drugače? Ja, v delu, da, kot sem že prej omenila, v slogi je moč, v delu, da se je treba povezati, da je potrebno upoštevati stroko, da je potrebno upoštevati tiste, ki vedo, kako zadevo zapeljati, da bo čim manjša škoda in čim manj oziroma nič smrtnih žrtev. So po vašem mnenju sodelovali v projektu tudi prostovoljci, ki imajo manj priložnosti, z manj priložnostmi, s tem nudili mogoče tudi dodatno podporo, če so bili taki prostovoljci med ostalimi? Sigurno so bili tudi takšni, zdaj podatka nimam, ampak ja, bili so tudi takšni in tudi so v tem primeru te prostovoljci so pomagali seveda na svoj način in tudi nekako smo jih skušali potem še v druge aktivnosti vključiti, eni bolj uspešno, drugi manj, ampak verjamem, da je tudi to za njih bila zelo dobra izkušnja. Kakšne pa so bile posledice v vašem osebnem življenju in če slučajno veste tudi v življenju prostovoljcev po koncu? Po koncu, ja, drugače smo se, bi rekli, po belokranjsko gledali. Nekako bilo je več sodelovanja, več druženja, sicer za pomoč, ne druženja, bom rekla, na drugačen način. In jaz bi si želela, da takšna druženja so še naprej, ampak ne zaradi nesreč, in da se bolj povežemo in da tudi prostovoljstvu dajemo še večji poudarek, ker brez tega, moje osebno mnenje, bi Belokranjci izredno težko, tudi Slovenci izredno težko in tudi v svetovnem merilu brez prostovoljcev bi bilo izredno težko. Kajti prostovoljci so ljudje, ki vskočijo v nek program, projekt, v neko pomoč
in tudi iz tega poskušajo ljudi, ki so v to vključeni, usmeriti v boljše življenje. Ali še vedno sodelujete pri programih prostovoljstva? Moram povedati, da zadnje leto pa pol se vozim v Ljubljano v službo, izgubim 3 ure približno na dan z samo vožnjo. Zaenkrat mi primanjkuje časa, če le lahko, ja, ampak glede na to, da se mi približuje zaslužen pokoj, verjamem, da bom takrat imela čas in da bom pomagala predvsem v društvih, kateri sem tudi zdaj samo podporni član, to je recimo Društvo Sožitje, v Belokranjsko društvo Sožitje, pa tudi še kje, seveda, če bom le lahko. Najlepša hvala. Prosim.